Ja, torej lepo pozdravljeni. Jaz bi mogoče najprej kot svetnica vendarle nekako čutim to dolžnost, da se opravičim vsem vam, ki tukaj sedite, in ki pravzaprav sedite zastonj, kajti zgodilo se to, kar pričakujete, zagotovo ne bo. Bi pa rada povedala naslednje. Prvič sem se znašla kot svetnica v situaciji, ko sedimo za mizo, ki je skoraj da prazna. Jaz sem rekla, da me dajo izredno mešani občutki in da me je sram. Res sram, da se lahko to zgodi v enem občinskem svetu, kamor so občani predlagali in izvolili svoje predstavnike, katerim so zaupali in verjeli, da so to zreli, odgovorni ljudje, dostojanstveni in spoštljivi, ampak očitno najbrž ni tako. Jaz že ves čas, kratek čas sem v tem svetu, ugotavljam, da se določeni del občinskega sveta ukvarja sam s seboj in dela zgolj in le proti vsemu, karkoli pride od naše gospe županje predlagano. Ali je dobro ali slabo, vseeno je, mi smo proti. Ampak, dragi ljudje, a smo tukaj zaradi nas in zaradi gospe županje, ali smo tukaj zato, da bomo v teh kriznih časih vendarle uspeli narediti nekaj dobrega za naše ljudi na tem koncu Slovenije, na periferiji, kjer je že tako ali tako standard tako nizek, kjer so pokojnine tako nizke, da si niti za dom starejših, ko si star, nimaš dovolj denarja. Ne vem, jaz sem zgrožena nad tem dejanjem, da jih enostavno ni. Sprašujem se, koga so vprašali, če smejo ali ne, najbrž svoje volivce ne. Zagotovo, jaz sem prepričana, če nas poslušate, dragi občani, najbrž niste zdaj, ne odobravate kaj takega, a ne. Prepričana sem, da ne. Bi pa povedala ob tej priliki tudi to, da koliko enega negativizma je bilo in kritik, preden sem začela delati v tem svetu čez županjo, moram reči, da nisem verjela temu, ker sem človek, ki se želi prepričati vedno, kaj in kako stvar stoji. In jaz moram reči, da me županja niti približno ni negativno presenetila, da je človek ne samo besed, ampak dejanj, da se je v resnici veliko naredilo v času njenega županovanja, skupaj seveda z občinskim svetom in vsemi službami v naši občini, da ne bom ponavljala, kaj vse od dolga, ki ga je pustil bivši župan in do katerega so vsi ti, ki jih danes ni tako lojalni in ne morejo čez to in zaradi tega se grejo te igrice do županje, mislim, zelo, zelo žalostno. Skratka, meni se resnično zdi županja človek dejanj, je pa res, da pač vsem in kadarkoli ni moč ustreči in da če si v politiki, pač moraš biti sposoben sprejemati kompromise in vedeti, kaj je prioriteta za ljudi in kaj ne. Bi pa mogoče izkoristila tudi to priložnost, ker sem že pri besedi in nakratko povedala o tem, kaj se je pravzaprav zgodilo meni kot članici Desusa, ker pač ne razmišljam tako, kot želijo določeni ljudje, ki so na vrhu stranke. Povedala bom samo primer. Na prejšnjem sestanku izvršnega odbora Desusa je bilo govora o tem, kako se v občini nič ne naredi, kako se je realiziralo samo 8% vsega, da se zadolžuje, skratka samo negativno, samo slabo. Mislim, jaz sem samo gledala, kako in kaj. Prepričana sem, da isto delajo strankarski veljaki v vseh drugih strankah in zavajajo svoje člane strank. Ne vem, kje imajo ljudje svojo glavo ali za kakšno ceno pač kimajo. Jaz pač nisem človek, ki bi kimala, hočem delati tako, kot je treba in zagotovo nisem pripravljena, kot sem že rekla, za nobeno ceno samo to delati. No, vršil se je pritisk name že lep čas, ker pač sem na strani županje, ker sem v istem kot ona,
da nimam kaj iskati in tako naprej, da me bodo poklicali na odgovornost itd. Bila sem na eni izmed sklicanih sej prav zaradi mene, izvršnega odbora, kjer sem bila napadena iz vseh strani, z vsemi mogočimi lažmi, o katerih danes ne bi, vendar nakratko bom rekla takole, če nisi z njimi, si proti njim in nimaš kaj iskati med njimi. Tako da po eni strani, ne vem, danes, ko mi je gospa županja povedala, da je dobila mail, kjer ji sporočajo, da so me izključili iz stranke, sem po eni strani prav srečna, da se ne rabim truditi in sama dati odstopne izjave, ampak po drugi strani sem pa res šokirana, da bremenijo gospo županjo s tem, da so mene izključili iz Desusa. Kaj pa ima gospa županja z Desusom? Jaz pa, ki sem član Desusa, izvršnega odbora, nadzornega odbora Desusa v Ljubljani, do mene pa ni prišlo nobeno sporočilo, niso me vabili. Tako da vsi, ki poslušate, si lahko mislite, kako umazane in grde igre si gredo določeni veljaki v Ljutomeru in ki jim je figomar za navadne ljudi, samo da si bodo razdelili določene stolčke, samo da si bodo skadrovali, imenovali in tako naprej, pa nima veze, ali imaš za to izobrazbo ali ne, tako kot je Sara nekako, enkrat je bilo nekaj govora, pa se je potem spretno izmazala iz tega. Ne vem, no, razočarana sem do konca, moram reči, ampak dala se ne bom. Zagotovo se bom pritožila, kajti verjamem, da sem delala dobro in v Desusu in v občinskem svetu. Vedno sem bila za stvari, ki so pozitivne, ki prinašajo razvoj, ki prinašajo neko razvojno perspektivo, ki dajo vse nek optimizem, da nekaj bo, in verjamem, da s tem nisem delala greha vsem občanom Ljutomera in ostalim, da sem najbrž želela dobro. Zato ne mislim predati niti tega stolčka, želim biti pač potem kot neodvisna, po drugi poti pravni pa tudi poiskati vzrok, čemu tako ravnanje. Mogoče za enkrat dovolj, jaz mislim, da sem vam dovolj povedala, jaz si želim, da tega, kar se je zgodilo danes, da se ne bi več, kajti sicer bomo res zamudili prepotreben čas, skoraj vsi vlaki so nam itak že odpeljali, tista ena malenko še je, za katere se lahko zgrabimo, in če ti ne bodo končno začeli razmišljati drugače in se usedli za mizo, udarili po mizi ali kakorkoli že in nas skušali prepričati, naj povedo, kaj bi radi, potem se bojim, da bo res slabo oziroma še veliko slabše, kot je. Hvala lepa za poslušanje.